Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Spoštovani gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer, da jih bomo lahko še naprej predvajali za vas, in kakšne čudovite stvari je storil Bog v naših življenjih na naslov. Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor. Naročila za DVD ali knjigo sprejemamo na telefonsko številko 064 118 001. Več o delu Joyce Meyer najdete na njeni spletni strani www.joycemeyer.org. Vabljeni k ogledu. Mislim, da je ena najbolj tragičnih stvari na svetu biti kristjan in biti nesrečen. Ali ste me slišali? Pravzaprav mislim, da je nesrečen kristjan bistroumni butec. Mislim, da ti dve oznaki ne bi smeli biti izrečeni v istem stavku. Veliko sem se borila. V prvih letih hoje z Bogom sem bila razočarana, kajti sedaj vem, česar ne bi smela takrat delati. Dobrodošlo je, če včasih lahko gremo v šolo k komu drugemu in se učimo na napakah drugih. Tako vam hočem danes govoriti o domačnosti z Bogom, ker verjemite ali ne, bolj ko ste blizu z Bogu, bolj globok je vaš osebni odnos z Bogom. In oseben pomeni med vami in Bogom. Bolj ko je globok vaš oseben odnos z Bogom, bolj se vas hudič boji. Ponovila bom še enkrat. Bolj ko je vaš odnos z Bogom globok, bolj intimen, bolj oseben, bolj pristen, bolj resničen, bolj se vas hudič boji. Nisem prepričana, da hudiča preveč vznemirjamo. Če smo del neke organizacije in poskušamo slediti določenim religioznim pravilom in predpisom, ko se sploh ne dotaknemo srca in smo z Bogom nekako narejeni. Veste, da sem nekoč še mislila, kajti sedaj ne mislim več tako, da tega in tega ne bom povedala Bogu, ker pač nočem govoriti o tem, bila sem tako bedasta. On je že vse vedel in želel je, da se odprem in mu začnem govoriti o tem. Verjamem v dva ključna trenutka intimnosti, domačnosti z Bogom. Veste, kar pustite tisto, kar vam pride na misel o človeški intimnosti. Bog hoče imeti z vami tesen, intimen, domač, oseben, ljubeč, energičen in vpliven, močen odnos z vami. On hoče, da je vaš prijatelj. Krščanstvo ni samo tedenski obisk cerkve. Imamo Boga, da lahko to premagamo. Ali ste kristjani? Grem v cerkev vsak teden, ampak to mi nič ne pove. Ali ljubite Jezusa? Ga poslušate? Zakaj greste v cerkev? Ali dobite blagoslov? Dobila bom svoj blagoslov. Potrebujem blagoslov. Potrebujem blagoslov. Ali ste vi blagoslov? Ali ste v občinstvu z drugimi ljudmi in se vsem srcem izgrajujete v Božji besedi in častite Boga vsem srcem? Veste, ne verjamem, da je cerkev danes prepričljiva v svetu, kot bi morala biti. Veliko teme je naokrog in čas je, da prižgajmo luči. Vsi moramo prižgati luč. Mi vsi smo luč sveta, vendar veliko ljudi čisto pozabi, da bi prižgali luč, ki jo vsi tako zelo potrebujemo. Tudi jaz sama. In resnično tako obupno rabimo, da bi bili bolj resni glede dogajanja v svetu in našem lastnem življenju, kajti nekoč bomo stopili pred Boga in dali odgovor za svoje življenje. In ne samo o nebesih ali peklu. Odrešeni smo po milosti, vendar moj Bog, nočem zapravljati svojega časa. Nočem biti nekdo, ki ne prinaša svojega sadu.
Nočem biti tukaj in samo zapolniti prostora. Nočem zapravljati svojega časa za to, da se prepiram z Bogom okrog bedastih stvari. Čas je za predajo, čas je, da začnemo poslušati. Verjamem, da je tole eden izmed glavnih ključev za tesno in domačo zvezo z Bogom. Koliko izmed vas to želi? Verjamem, da je eden izmed ključev resnica, da smo resnicoljubni z Bogom. Ne ustrašite se, ne pustite določenega področja vašega življenja samo zase in da ne pustite Boga v to področje, da bi bili kakor, ne Bog, vse drugo, samo tega ne Bog. Ne, vse, prav vse. Jezus pravi, vse, kar ima Oče, je moje in vse, kar imam, pripada Očetu. Ko imate le majhno področje, kjer ne dopustite, da bi Bog vstopil v tisto področje, je potrebno postaviti Boga na prvo mesto. Ali ko vi mislite, da delujete precej dobro na vseh področjih, razen na nekem, vendar se zanj ne ve, je potrebno postaviti Boga na prvo mesto. Resničen odnos z Bogom je molitev. Mi samo obrnimo molitev nekaj, kar ni, in bo postala tista dolžnost in obveza, kajti molitev je samo pogovor z Bogom. Pomeni odkrito govoriti z Bogom. Kakor bi se pogovarjal s prijateljem, ko ne poskušamo biti narejeni. Ne spreminjajte glasu. Veličastni Oče. Slišala sem že ljudi, kako so govorili z enim glasom in molili z drugim. Stavim, da si Bog misli, ali bo že enkrat nehal s tem. Jaz sem Bog. Joyce, zopet jaz. Resnica in čas. Če hočete imeti bližino z Bogom, morate na tem graditi. Prav sedaj vam povem, da če tega ne storite, potem boste vse svoje življenje želeli nekaj, česar ne boste prejeli, in boste pogrešali nekaj, ker Bog ni imel prvega mesta v vašem življenju. Poslušajte sedaj, če Bog ne bo imel prvega mesta, naše življenje ne bo nikoli izpolnjeno. Podobno ste že slišali, vendar je resnica. Slišali ste že, da je vsakem izmed nas izdolbena podoba Boga in nič ne ustreza tej podobi, ampak samo Bog. Ne služba, ne fant, ne dekle, ne mož, ne žena, ne otrok, ne prijatelj, ne službeni položaj, ne količina denarja, ne prava hiša. Nič ne ustreza tej podobi, samo Bog. Vse, kar nam Bog pove, je za naše dobro. Tako sem osupnila, ko sem to ugotovila, da biti vernik pomeni imeti moč. Vidite, mnogo let sem hodila v cerkev in nihče mi nikoli tega ni povedal in sem živela izgubljeno življenje. Bila sem oseba na poti v nebesa, vendar nisem imela nobenega veselja v življenju in ga tudi drugim nisem privoščila. Mislim, da je ena najbolj tragičnih stvari na svetu biti kristjan in biti nesrečen. Ste me slišali? Pravzaprav je nesrečen kristjan bistroumni butec. Mislim, da teh dveh pojmov ne bi smeli uporabljati v istem stavku. Kajte vse, kar pripada Kristusu, je vesela stvar. Naši grehi so odpuščeni. Vi imate popolnoma nov začetek. Ste nov človek v Kristusu. Imate upanje. Veste, to še ne pomeni, da nimamo problemov, ampak imamo Boga. Imamo Boga. Veste, ljudje vedno pravijo, prestati moram to, grem skozi ono. Dobro, hvala Bogu, da morate prestati to in ono in da niste obtičali nekaj na pol poti in ne morete ven. Tudi sama sem bila takšna. Veste, moram prestati to, moram prestati ono. Nekoč mi je Gospod položil besede v moje srce. Dobro, to moraš prestati, vendar se veseli. Hvala Bogu, prestala sem. Hvala Bogu, da ne prestajamo preizkušnje brez Boga. Mogoče imate težave, vendar bi želeli, da bi jih prestali brez Boga. To ne bi bilo dobro. Tako se moramo naučiti, da smo zelo resni v našem odnosu z Bogom. Bog nam daje moč, vendar moč prihaja po intimnosti z Bogom. Leta sem porabila, ko sem kričala na hudiča. Mislim, da sem kričala in grajala, vse dotlej, da mi je ostalo le malo glasu. In še vedno nisem imela nobene zmage. Nekoč me je Bog spomnil, ko sem počela to, kar sem mislila, da je molitev. Rekel mi je, zakaj ne premišljuješ in zaznaš, kako se je Jezus duhovno bojeval. On ni imel nobenih težav s hudičem. Ko je Jezus prišel v mesto, ga je hudica pustil. Jaz nočem priti v Phoenix en teden poprej, da bi kričala na hudiča in potem pridigala. Ko jaz pridem s tem, kaj hočem, da ga on zapusti. Amen. Veste, ko greste na delo, bi se hudi duhovi morali skriti.
Ko se zjutraj vstanete z postelje, bi en hudi duh moral reči drugemu: o, zopet se je vstala, zopet je na nogah. Nikakor pa ne moremo reči: o, hudič to, hudič ono, hudič to, hudič ono. Mi vse preveč govorimo o hudiču. In če samo pogledamo, kako je Jezus živel, in dejstvo je, da on ni imel resnične težave s hudičem. Se je zmagal vsak boj in se je spoprijel z vsako skušnjavo ter izšel kot zmagovalec. Začnite se učiti takšnih korakov. Ne bom se poglabljala vse to. To je cela vrsta stvari in ena izmed njih, ki jo boste pri tem opazili, da je veliko časa preživel z očetom. Njemu je vedno posvetil čas. Mi smo utrjeni v naših odnosih z Bogom. Jaz vem, da če bi prosila, bi vsi postali resnicoljubni. Če bi jo sprašala, koliko izmed vas ima težave, da preživite reden, kakovosten čas z Bogom, da imate težave pri samodisciplini, bi se verjetno dvignila vsaka roka. Torej, zakaj nas hudič tako zlahka premaga na tem področju? Zakaj je temu tako? Sprašujem vas, zakaj je temu tako? Veste, jaz ljudem pravim ves čas, da sem vesela, da gledajo moj program, vendar pa ne bi rada, da bi zamenjali moj program z molitvijo. Ali me razumete? Nikar si ne mislite, da ko gledate predavanje po televiziji, da je ta čas namenjen Bogu. Vesela sem, da ste prišli semkaj na predavanje. Upam, da boste ostali tukaj in da boste tukaj prisotni tudi naslednjo nedeljo. Vi lahko greste dopoldan tudi v vašo cerkev, zvečer pa ste prisotni tukaj. Zvečer ob 8 bom ponovno tukaj. Vi ste dobrodošli, vendar želim, da preživite svoj čas z Bogom. Želim, da potegnete svojo preobleko iz postelje in da poiščete Boga, preden pridete semkaj. Amen. Želim, da si zapisujete glavne točke in jih potem premolite. Veste kaj? Mi vam lahko damo določene koščke, ki jih potrebujete za vaše življenje. Dobili boste en delček danes, drugega jutri, drugega naslednjo nedeljo. Nekateri izmed vas boste prišli zgodaj zjutraj, da bi prisluhnili duhovnikom in si boste nabrali vse mogoče delčke. Vse to boste imeli, dokler ne boste stopili pred Gospoda in rekli: pridobila sem si zelo pomembno znanje in Božjo besedo in sedaj želim, da bi to delovalo v mojem življenju. Tako ti Bog prinašam vse to, kajti sama sem nič brez tebe. Zelo cenim dar, ki si mi ga naklonil po svojih poslanikih. Prosim te, da vse to združiš, razsvetliš in oživiš v mojem življenju. Nikar ne poskušate napisati celega šopa sporočil in oditi domov z načrtom v 4 točkah, kako bi spremenili svet, ker ste pravkar prejeli nove informacije. Eden izmed največjih problemov današnjega časa je, da imamo preveč informacij v majhnem časovnem razdobju in nobena se nas ne dotakne v globini. Poglejte samo mojo službo. Vse te televizijske in radijske prenose, CD-ji, DVD-ji, druge stvari v tej deželi. Vi lahko slišite 20 različnih sporočil v 5 dneh in zagotovo nobeno od njih se vas ne bo globlje dotaknilo, ker o njem niste premišljevali. Morate se ga naučiti. Morajo postati del vas, ko vse slišim in ko zaslišamo tisto ta pravo, potem skliknite: to je to, kar potrebujemo. To je nekaj velikega v mojem življenju. Zaradi tega si je dobro zapisati kakšno točko, ki jo potrebujete, jo preštudirati in premoliti. Morate stopiti k Bogu in reči: sedaj bom morala opraviti še tečaj, moram premišljavati, učiti se, rasti in moram natanko razvozlati te besede. Moram jih najti v Svetem pismu. Nič ni boljšega od osebnega študija. Nikar ne zanemarite osebnega študija. Amen. Bog je velik in On je napravil velik načrt za naše življenje in On je vaš partner, vendar pa ne bo napravil vsega namesto vas. Dal vam bo moč in modrost, da to izvršite. Dal vam bo sposobnost, da to izvršite. Vendar ne bo storil vsega namesto vas, ampak si morate sami prizadevati. Morate biti trdni, vztrajni, stanovitni. Ne smete obupati. Nekatere stvari so v vašem življenju, ki se jih boste morali odreči, druge stvari so v vašem življenju, ki jih nočete narediti
narediti, vendar jih boste morali narediti. Nekatere stvari, ki jih radi opravljate, a jih boste morali prenehati, vendar vsaka takšna stvar vas bo naredila tako srečni, da boste sami težko prenesli. Trenutno se zdi, da je nedisciplina zelo prijetna. Mogoče bo kdo začel skrbeti za disciplino nekoliko poznaje. Veste kaj? Pozneje bo za vas prišlo, ali to verjamete ali ne. Čas ne stoji za nikogar. Aleluja. Pismo Efežanom. Na nekaj odlomkih iz Svetega pisma vam bo pokazala, da se bo Bog bojeval za vas, če boste le izbrali tesen odnos z njim. Efežanom 6:10. Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči. Bodite močni preko zveze z njim. Beseda zveza pomeni edinost, je drug način, da govorimo o tesnem, intimnem, osebnem odnosu z Bogom. Če vam opredelim besedo domač, pomeni biti vpleten in se zavedati in biti pozoren na vsako podrobnost. Bog hoče biti vpleten v vsako podrobnost vašega življenja. Spominjam se, ko se je Bog dotaknil mojega življenja v letu 1976 in me napolnil s Svetim duhom, ko se me je dotaknil spoštovanja z bojajočim načinom. Vse v Bogom je postalo tako resnično. Veste, Bog nam govori. Veliko ljudi je šokiranih, ko jim poveš kaj takšnega in so nekoliko zadržani, češ, jaz ne bi niti šla tja. Veste, na enem predavanju sem o tem govorila. Tako kot imam navado govoriti, da mi je Bog rekel to in da mi je Bog povedal ono, veste, po predavanju se mi je nekdo približal in se je čutil dolžnega, da me popravi. Torej nisem zmedla vseh ljudi. Mislim, kako lahko berete Sveto pismo in mislite, da vam Bog ne govori. Bog nas vodi in usmerja. Veste, ne moremo slišati besede ves čas. Nekateri ljudje mislijo, kakor da bi imeli nekakšno vročo linijo z nebesi. Janez 10:27. Moje ovce poznajo moj glas in ne bodo sledile tujemu glasu. Če poznamo Božjo besedo, lahko slišim Božji glas. Vem, da je to res, kajti ko se me je Bog dotaknil, v 70 letih nisem posebej iskala Božje prisotnosti in si nisem mislila, da je to mogoče. Slišala sem Boga in sem postala tako vznemirjena, da tega skorajda nisem mogla zdržati. Veste kaj? Bil je petek, ko se me je Bog dotaknil in jaz sem hodila v petek zvečer z Davidom na bowling. Poslušajte zdaj. Hočem vam pokazati, kako je Bog domač z vami. Njegov odnos z vami ni samo duhoven. Bog se zanima za vsako vašo najmanjšo stvar v vašem življenju. Zanima se o samopostrežni trgovini, pospravljanju hiše, menjavi olja v avtomobilu, prometni gneči, menjavi plenic in vseh teh intimnih stvareh. Hoče biti vpleten v vse, kar se vas dotika. Zato prenehajte zapirati vrata pred njim, češ to se ga ne tiče. Tako sem bila v petek zvečer na bowlingu. Nisem iskala Božjega sporočila v mojem bowlingu. Mislim, nisem niti vedela, kako do tega priti. In sem slišala v svojem duhu. Zakaj me ne prosiš, da bi ti pomagal pri bowlingu? Tega pa že ne bom storila. Vidite, da sem imela takšno mišljenje. Boga prosimo le ob velikih nesrečah in pri zelo duhovnih, religioznih zadevah. Bowling? In na to sem slišala nekaj takšnega kot, zakaj me ne prosiš za pomoč, da bi si uredila frizuro in se ne boš več tako jezila? Mislim, vi nimate niti najmanjše ideje, prosim poslušajte. Vi si ne morete niti predstavljati, kako razburljiv bo vaš odnos z Bogom, če se mu boste zaupali in se zavedali, da je On zainteresiran v vsakem področju vašega življenja. Prosim poslušajte, kaj vam hočem povedati. Če bi lahko učila samo 2 stvari, ki jih ne morem, ker moram neprestano imeti novo snov za televizijo, če bi bila v duhovni službi in bi potovala od cerkve do cerkve, od enega kraja v drugega, bi pridigala samo 2 sporočilih.
o tem, kar sem sedaj povedala, in o poti ljubezni. Kajti na koncu koncev Sveto pismo govori, da je najbolj pomembna zapoved ljubiti Boga vsem svojim srcem, vso dušo in vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Strastno ljubite Boga z vsem, kar premorete, in drugič ljubite svojega bližnjega, svojega soseda. V cerkvi imamo nekaj za narediti, nekatere stvari moramo izravnati. Čas je, da odrastemo. Amen. Skupaj z vami molim, da bi se zavedali, kajti Bog hoče biti prisoten v vsakem delu našega življenja. Nehajte ga izločevati iz stvari. Nikar ne razdelite življenja na profano in sveto. Vse postane sveto, ko Bog vstopi van. Pot v trgovino je lahko prav tako sveta, kakor je pot v cerkev, če hodite z Bogom. Kamorkoli greste, morate podariti vsakomur besedo spodbude. Nekoga boste nasmejali, nekoga boste naredili boljšega. Pazljivi bodite na potrebe, pripravljeni bodite za potrebe, pojdite ven in raziskujte, bodite detektiv za Boga. Amen. Veste, postali boste tako navdušeni v svojem življenju, da boste težko vedeli, kam se usmeriti. Imeli boste smisel. Moj smisel je, da sveti moja luč. Moj smisel je, da nekoga nasmejim. In ne, da se vsako jutro vstanem in sem čisto potrta in jezna in depresivna, ker ne gre vse po mojem. Bogu podarim 25 točk, ki jih naj tisti dan storim, da bo on to čuval. Nekateri ste morda prišli na to predavanje in si mislite, Bog, če ta konec tedna ne slišim ničesar, če ne slišim Božje besede, ne vem, če bom lahko nadaljeval. Dobro, vi ste pravkar slišali Božjo besedo. Slavite Gospoda sedaj in pojdite naprej. Ljubite Boga in ljubite ljudi. Amen. Ljudje ste in zato morate prav tako ljubiti sami sebe. Potrebna je domačnost, da ljubite celostno, brez zadržanosti. Da imate ljubezen ves čas v svojem srcu, da se tega navadite, da ste blizu in si delite vse stvari. Potrebno je prijateljstvo, kar je druženje dveh delov. Efežanom 6:10. Sicer pa zajemajte moč Gospodu in sili njegove moči. Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačem. Moč zajemajte iz zveze z Gospodom, ki vam daje neomejeno moč. Vendar kako bomo mogli vse to storiti? Bodite močni v Gospodu. Moč črpajte v zvezi, prijateljstvu in edinosti z njim. Efežanom 6:12. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, oblastem, proti svetovnim gospodovalcem, te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Naj vam nekaj povem. Veliko stvari se dogaja v nevidni realnosti, na katero pozabljamo. To je nevidna resničnost, ki je prav tako resnična, kako resničnost, ki jo vidimo. Tam imamo Božje varstvo. Tam so za nas angeli, vendar pa je tudi dosti zlobe in hudobije ter demonskih sil, ki nam nasprotujejo. Veste, kaj vam povem? Da je bolje za vas, ko se oblečete z orožjem luči. Vsakeč, ko preživite čas z Bogom, si oblečete Kristusa in si nadenete luč. Hudič ne bo vedel, kako ravnati, ko boste imeli novo naravo. Če se naučite tega, vas bo svetloba prekrila in oslepila njega, ki živi v temi. Ko vas je nekdo ranil, pojdite in preživite čas z Bogom. Nikar ga ne opravljate in ne povejte 40 prijateljem, ki vam tako ali tako ne more pomagati. Saj ne pravim, da je narobe govoriti ljudem. Bog uporablja ljudi, tako da smo drugemu na razpolago, vendar mi gremo včasih v skrajnosti. Mi pa letamo za telefonom, namesto da bi se napotili k tabernaklu. On mora biti vaš najboljši prijatelj. Ko čutite, da vam peša pogum, se napotite k Bogu. Ko ste besni in slabo razpoloženi in morate nekomu odpustiti, pa tega ne zmorete, se napotite k Bogu. Bog vam bo naklonil moč. On vam bo dal odločnost. Samo recite, Bog, jaz ne bom zapustila tega mesta, dokler mi ne daš milosti, da bi se odpravila ven in izpolnila tvojo voljo ter ravnala z ljudmi, kakor ti hočeš, da ravnam.
Mi moramo moliti. Ni treba, da je to velika duhovna pobožnost. Ni treba, da je kakšno določeno mesto. Lahko se tudi zaklenete v stranišče v veletrgovini. Moj mož je prejel krst Svetega Duha, ko je bil star 18 let na stranišču in je delovalo. Sveti Duh se ne ustraši školjke. Oprostite, nisem se mogla premagati. Verjetno bom kaznovana za to, ne vem. Nočem biti nespoštljiva, ampak vam hočem pokazati, kako sveto, spoštovanja vredno in presenetljivo je to, da Bog, ki je svet, mogočen in vsega spoštovanja vreden, prišel semkaj. Rekel je, prišel bom tja. Dovolj imam tega, prišel bom tja dol. Rekel je tudi, nikoli te ne bom zapustil, niti pozabil. Jaz sem z vami do konca sveta. O, moj Bog, kaj vse smo prejeli in včasih smo tako slepi glede tega, kar imamo. Mučimo se, kaj vse prestajamo, niti ne vemo, če bomo zmogli, dokler Jezus ne pride k nam. In jamramo, da potrebujemo izhod. Vse sem naredila. Tako sem se utrudila, ko sem delala napake, da sem končno rekla Bogu, nauči me, kako naj prav ravnam. Amen. Po mnogih merilih nekateri najbolj pomoči potrebni otroci na svetu živijo v okolici mestnega smetišča Phnom Penh v Kambodži. Več kot 1000 otrok, mnogi med njimi so sirote, brskajo dan in noč po smeteh, da bi našli reciklirne materiale, ki bi jih lahko prodali za nekaj drobiža. Tisti, ki niso sirote, kot na primer 13-letna Soa Buna, morajo delati na smetišču, da pomagajo preživljati družino. Podnevi punčka pomaga mami prodajati kuhano koruzo, zvečer pa išče po novih smeteh, ki jih kamioni vozijo iz mesta. Začeli smo s projektom mobilne prehrane. Naš avtobus nudi brezplačno kosilo, tuširanje in osnovno izobraževanje otrokom, ki živijo in delajo na smetišču. Brez teh avtobusov bi imela Soa le malo upanja za izhod iz tega žalostnega stanja. Za njo avtobus s kosilom ne pomeni samo obroka hrane, ampak ji dovoli sanjati, da bo nekoč postala učiteljica. Sedaj obstaja novo upanje za njo in njeno družino za boljšo prihodnost. Želim se učiti, da bom lahko pomagala svoji družini. Dragi gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer in kakšne čudovite stvari je storil Bog v vašem življenju na naslov Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor ali e-mail info@exodus.si. Naročila za DVD in knjigo sprejemamo na telefon 064 118 001. Predvajane oddaje so na ogled v arhivu naše spletne strani www.exodus.si. Hvala za pozornost in Bog vas blagoslovi. Predvajana oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.